Osnova, palca med nogami, vsak igralec jo mora imeti vedno med nogami. Če tega nimaš, ne moreš igrati. Imaš 4 tipe igralcev. Prvi tip so zasledovalci, 3 na ekipo, oni igrajo z loklom, potem so branilci, 1 na ekipo, podobne funkcije kot golman v nogometu recimo, pa še tolkači, igrajo pa za svojo žogo. Njihova edina vloga je pa, da zbijajo igralce iz igre. Potem so pa še iskalci, sta pa en na vsako ekipo, skušata ujeti zviz, ki pa pri nas pač ni zlata žogca, ki leti. Je dejansko en tip, ki ima pač zatlačeno žogco, teniško za hlače in to morata potem iskalca ujeti. In tisti iskalec, pač njegova glavna naloga je to, da dobi tisto žogo, kakor se da. In to je res verjetno najbolj naporni del cele igre. Je najbolj razburljivo dejstvo, da je toliko enih različnih elementov drugih športov. Torej recimo imaš rokomet, med obema ognjema, wrestling, vse. In pač to je tisto ta glavno v tem športu, ki je tako zanimivo. Zmeraj, ko omenjamo, s čim se ukvarjamo, imamo 2 tipa reakcij. Letite okoli z metlami, zelo čudno, ne vem kaj. In potem so tisti, ki rečejo, ja, kdaj pa imate treninge, hočejo vedeti, zakaj se gre. Vsak, ki pride na Quidditch prvič na trening, je pozdravljen zelo lepo dobrodošlica, zato ker je res taka odprta družba in vsak je tako lepo sprejet. Šport se je začel v Ameriki, približno 11 let nazaj. Začela sta ga 2 študenta. Mi smo Harry Potter fani, ampak od tega je zelo daleč. To je dejansko zdaj ta prav šport, kjer se dejanski ljudje, športniki, ki radi športajo in se družijo, udeležujejo.